Jaz pa zdaj vabim še zadnjo gostjo v tem delu, in sicer docent dr. Tanja Balažic-Peček. Gospa Tanja je ustanoviteljica Inštituta za avtopoetsko organizacijo, ki raziskuje in vodi projekte za revitalizacijo človeške skupnosti. Njeno raziskovalno zanimanje je človek v organizaciji, kvalitativno raziskovanje, etično-ekološki koncepti, organsko-humana paradigma v povezavi s fenomenom autopoiesis v organizacijskem in družbenem okolju. Sicer je avtorica 2 monografij, Temelji avtopoieze v organizaciji in kvalitativno raziskovanje koncepta avtopoieze v organizaciji. Od leta 2019 je izvoljena v docentko za področje menedžmenta na Fakulteti za organizacijske študije, prav tako pa od letošnjega leta povabljena k sodelovanju in članstvu ameriško The BWW Society, ki je interdisciplinarni multikulturni svetovni forum usmerjen v globalne rešitve. Dobrodošla, Tanja, in evo, predajem besedo, da znamo kaj to avtopoieza. Poklon najprej vsem poslušalcem in vsem predavateljem. Toliko istočnic danes. Jose, thank you. Autopoiesis is Maturana in Varela. Do you know? No. Maturana and Varela found it in 1970 in Chile. This is theory of autopoiesis. Yes. Potem gremo na slovensko. Ladeja. Hvala. Kajti, zadela ste me v transdisciplinarnost. Kajti, v Sloveniji se ne poučuje niti interdisciplinarnosti, in da sem v tem mesecu želela prodati moj interdisciplinarni koncept na fakulteti, žal nikjer nimajo denarja. Hvala, Branko. Marketing je vseeno zelo potreben tudi raziskovalcem. Na to pozabljamo raziskovalci. Željko, pričakovala sem te že kar nekaj časa. Kajti, ko me je ena kolegica spomnila, da potrebujejo slepi toliko več pozornosti, zato moja intranetna stran še ni nastala, ker čaka tebe. Da pomagamo slepim in slabovidnim. Tistim, ki so najbolj instinktivno, najbolj, bi rekla, odrezani od sveta in tako čuteči, tako sočutni. Mislim, da od takih ljudi bi lahko naredili novo paradigmo, tako kot je profesor Pavliha zadnjič rekel, onkraj materialistične paradigme. Tako, na tak način. In poklon Špela. Ženske, pomembna stvar v družbi. Sem mati, sem babica, raziskovalka življenja. In ustanovila sem sedaj Inštitut za revitalizacijo človeške skupnosti. In tukaj, kot smo z Domnovo mamo že prejšnji kontaktirale, je vloga ženske pomembna. In danes je zgodovinski dan. Pripeljale so se mi stvari zjutraj, da sem skoraj šla na Pohore. In še enkrat se bom vrnila na prejšnji simpozij, ko se je roku dogajalo. 16.11. je tudi zgodovinski dan, ker so njemu bile dane neke možnosti, da naredi revitalizacijo Slovenije. In jaz določene stvari danes tudi vidim, kje je potrebno narediti. In gremo v sodelovanju. To je bilo za uvod. Ampak naj se odvija. Zakaj je ta čudovit znak na moji prezentaciji
To je sodelovanje, ta krog. Pa naj bo tudi avto zraven. To je Luka Komat od očeta Toneta Komata. To je strašno sodelovanje in to ima sodelovalne v kozmosu. To je, jaz kažem PowerPoint verjetno rabila. Yes. Ja, gremo na sodelo. Kje se začnemo mi dogajati? V celici, v naših organih, organizmov v celoti, v naši organizaciji, tukaj, jaz in kjerkoli smo, v naravi, v čudoviti DNK, spirali, ki je v nas, prepojeno, prežeto z naravnimi esencami. In kaj se nam danes dogaja? Oddaljili smo se od matere narave. Se strinjate? Oddaljili smo se od sebe. Delamo tiste stvari, ki jih tam od zunaj nekdo želi od nas imeti. Nekdo tam, ne jaz, ampak ne jaz kot ego. Jaz kot bitje, človeško bitje. In oddaljili smo se zaradi tega od našega dela, tisto, kar smo ljubili. Odločila sem se za študij farmacije. Bila sem farmacevtka več kot 30 let. Žal, potem več v tej farmaciji šlo ni. Ustanovila sem inštitut, še prej doktorirala, zato, da najdemo novo pot. In da zopet delo pride k nam, v naše bistvo, v naše celice, da lahko zaživimo v neki skupnosti, ali je to en zaposlen, več. Ni važno, ni pomembno, kako smo organizirani. Važno, da smo, da si zaupamo. In to zaupanje nas pelje v nov dan, v nov posel. In kaj je v bistvu odkritje moje raziskovalne naloge? Ta prečudoviti krog. A si lahko zamišljate ta krog? 36 procesov. Izvali ste me s tem današnjim in prejšnjim simpozijem. Samo in sodelovanje. Ko sem iskala, drugače je ta slikica še lepša, v moji knjigi predstavljena, ampak ne v tej knjigi. Gre za to, da ko človek išče svoje zdravje, ko izgoren, nima za izgorelost, nima ne farmacija in ne medicina pravega zdravila. Je človek sebi lahko svoje zdravilo. In to proučevanje je mene ozdravilo. In kaj je to? Gre za to, da gremo od sočutja, od sebe, do mišljenja, da razmišljamo, ne da delamo vsak dan kot roboti. In potem, da tako čutimo, tako kot mislimo, tudi delujemo. Kaj so naši rezultati? Tudi ta krog nisem naredila sama. Pomagal mi je veliki znanstvenik Anton Železnikar, ki je umestil v to čudovito enost, v to povezanost. In to povezanost je pomembno. Lahko je več procesov. Če pa upadejo ti procesi, potem tudi mi upadamo. Naše življenje,
naša kreativnost, našo sozvočje, predvsem pa našo zdravje. In Anton Železnik je več kot 90-letni proučevalec zavesti v Sloveniji, to verjetno ne veste, kajti malce je umaknjen na robu, mogoče tudi kdaj bil malce nezaželen, in prav je, da v takih velikih ljudeh spregovorimo. In kam me je ta krog naprej potisnil? Na samo sodelovanje. Srečevala sem ljudi, sem jih morala srečati. In potem sem naredila ta poenostavljen koncept. Gre za 4 entitete, 4 področja, 4 krogce, 4 osebe. Kaj si predstavljamo pod to? Glavne so čustvovanje, razmišljanje, delovanje in potem ta koncept je lahko naša organizacija. Vidimo, kadar se usedemo za okroglo mizo, sodelujemo in nobene hierarhije. Mnogi avtorji, tudi profesor Avsenik je v tem pisal, da morajo že v 2000 letu, da je edina harmonična organizacija okrogla. Okrogla v smislu, da si damo roke in delujemo. Vsak doprinese svoja znanja, svoje stroke. In da ne bom predolga, grem naprej, kajti to vodi seveda ta princip spirala in gremo vedno v nov krog. In na koncu bi rada predstavila moje prijatelje, sodelavce. Ne gre brez moje doktorice Sabine Šegula, floristke, ki nam vedno polepša konference. In tako sodelovanje, Judita Peterle, profesorica, ekonomistka, da sodelujemo in se učimo tiste stvari, ki jih še ne znamo. In profesori, zaslužni profesori na desni strani, Štefan Ivanko, temelji organizacije, profesor Mulej, družbena odgovornost. Koliko smo danes družbeno odgovorni, če govorimo naokrog. In profesor kvantne fizike, s katerim delamo najnovejše raziskave na kvantnem nivoju. Profesor Pavuna iz Švice. To so sodelavci. Vsi vejo več. Od njih se učim. Kajti želim biti, tako kot se postavlja, spirala, DNK. In če pogledamo v to DNK, ta prvo je v bistvu poškodovana. Kaj nam škodi? Tudi nova Wi-Fi tehnika. Tega se še ne zavedamo toliko in kasneje, ne da bomo samo slepi, posega jo te naše, bi rekle, nove tehnologije v naše kvantne celice, v celično dihanje. Zato vas prosim, če si lahko razdelite. V bistvu gre za nove trike ali nove nevarnosti te dobe. In čisto na konec en kratek filmček, če lahko že. Aj dolgi? Ne, 2 minuti. Smo za vsi. Dajmo. 2 minuti. Potem pa sam pogledamo še in zaključimo v spadanje. Predno začnemo. To sem jaz. Leto sem se podala na novo pot. Iskala. Na vseh konferencah sem iskala prave ljudi. Jedla njihovo znanje, dobivala, sodelovala. Čez poletje skušala to premleti, kaj lahko dodam tej družbi.
evolucijo, kot je v naravi, na svoj način. Na svoj način, da sem iskala od ministrstva do ministrstva, kje bi lahko to prodala. Ni kupca še za tega. Ni ga kupca in sem se z obročem obdala, zaščitno. Kajti, tako kot ste sami že kdaj doživeli, je v bistvu moraš biti odporen. Ja, empatija. Samo kadar dobivaš z ulice, se moraš zaščititi. In mnogo od nas, in tudi jaz sem mislila, da bom ostala v tisti celici tako zavečno zabubena. Vendar sem spoznala svojo moč. Svojo moč, da lahko zdravim sebe. Da lahko naredim nekaj, da lahko podučim druge, napišem knjige, kaj je tisto,